Petkova, centrifuga. Čuden teden je za nami. Zgodilo se je veliko prelomnega, široko odmevnega, a vse, kar se je v njem zgodilo, bo svojo vlogo in pomen pokazalo šele v naslednjih tednih. Najbolj bombastična je bila tokrat novica o premirju, o miru, ki naj bi po 467 dneh končno zavladal v Gazi. Ko smo že skoraj nehali upati, se je torej vendarle izkazalo, da optimizem ni vedno in povsod zgolj znamenje naivnosti. Dopisnica Karmen Švegelj se je med rajanjem Palestincev pronicljivo ozrla že v prihodnost. Zdaj so ljudje skušali zgolj preživeti, zdaj bodo pa tudi začeli Hamasu postavljati vprašanja, ali je ta vojna bila vredna teh več kot 45.000 žrtev in koliko ljudi bodo še našli pod ruševinami, koliko je izstradanih, ki jih bodo morali še pokopati. Tako da to še ni konec te tragične zgodbe. Dejstvo pa je, da šele v tretji fazi premirja bo začelo se pogovarjati o tem, kako se bo v Gazu dejansko obnavljalo. Pregovori med Izraelom in Hamasom pod nadzorom Združenih držav Amerike, Katarja in Egipta naj bi torej v treh fazah od nedelje naprej končno zaustavili genocid, a tudi ta razveseljiva novica je bila v sredo in v nadaljnjih dneh na trhlih nogah. Tudi zaradi nejevere poznavalcev razmer je bil katarski premier šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Thani previden. Katar potrjuje obveznost, da se obe strani držita dogovora, ki predvideva 3 etape, da bi preprečili prelivanje krvi med civilisti in se izognili posledicam tega spora za širšo regijo v času priprav na pravičen in trajen mir. Ameriški predsednik Biden, za katerega se zdi, da je v tednu, ko odhaja z položaja na zunanje političnem področju storil več kot prej v polovici mandata, je priznal, da je rešitev krize pravzaprav prepustil Trumpovi administraciji. Vedel sem, da bo morala ta dogovor uveljaviti prihodnja ekipa, zato sem svojim ukazal tesno sodelovanje z njimi, da bi zagotovili, da govorimo v en glas. Kako preprosto, kako lepo, ampak v bistvu se je šele zdaj povsem jasno pokazalo, kako podel je bil judovski pogrom nad civilnim prebivalstvom v Gazi. In mednarodni zločinec Netanjahu ob vsej ognjeni brutalnosti v resnici niti prvega in osnovnega cilja ni dosegel. Dejstvo pa je, da ne morejo trditi, da so v Gazi dosegli vse cilje, kajti Netanjahu je napovedal uničenje Hamasa, kar se jasno ni zgodilo. Sinoči smo lahko videli, kako je Hamas že praznoval v Gazi in pokazal, da še vedno nadzoruje to enklavo. V neki drugi vojni izpred skoraj stoletja, ko so nacisti izvajali genocid nad Netanjahujevim narodom, zraven pa so se želeli znebiti še vsaj Slovanov, Romov in invalidov vseh vrst, ni bilo z doseganjem ciljev nič drugače, vsi po vrsti so propadli. Žal pa so nekateri očitno še vedno slabi učenci zgodovine. Pri nas smo sicer v tem tednu spet obhajali Dražgoško bitko kot simbol slovenskega upora proti nacistom. Slavnostna govornica je bila Urška Klakočar Zupančič. Človeška civilizacija se zopet sooča s težkimi izzivi. Zato je izjemno pomembno, da znamo strahopetna dejanja sejalcev zla in zločinov prepoznati in se jim odločno upreti, če želimo sebi in našim prihodnjim rodovom zagotoviti človeka dostojno življenje v družbi, ki spoštuje osebno svobodo, solidarnost, različnost in spodbuja sočutje. Žal so se nekateri mediji in večinska javnost bolj kot na vsebino simbola ali govora osredotočili na trivialno vprašanje, ali bo obuta v rdeče obuvalo ali ne. Predsednica parlamenta jim je nalašč ustregla z rdečimi gojzarji. Sem zasledila, da so se nekateri spraševali, kako se bom obula danes.
No ja, če res nimamo kakšnih hujših dilem, potem nam gre kar dobro, morda še predobro. Je pa to nov posreden dokaz, da so nas južni brati Hrvati v vsem prehiteli po desni. Po politični zrelosti, po državotvornosti, po ekonomski strategiji, po pravdnih uspehih in tako dalje. V nedeljo je v drugem krogu predsedniških volitev z rekordno 3/4 podporo spet zmagal razvpiti Zoran Milanović. Takole je pospremil svojo zmago in jo opisal kot izkaz zaupanja volivcev in njihovega zadovoljstva nad njegovim delom v prvem mandatu. Ovo je za mene osobno velik dan i ovu pobjedu doživljavam i kao priznanje, nekakvo priznanje ili barem odobravanje svog rada u zadnjih 5 godina, nekakav akt povjerenja ljudi prema meni. Milanović niti pred kamerami nima dlake na jeziku. Zanj politična korektnost ne obstaja. Proti kritiziranju premijeja Plenkovića ali bruselskega političnega vrha nima zadržkov. Zamislite si slovenskega politika, ki bi si upal izreči kaj približno podobnega temu, kar je novi stari hrvaški predsednik povedal celo med običajnimi puhlicami po volilni zmagi. Ta briselska Evropa je v mnogo čemu autokratska in nereprezentativna. Bruselska Evropa je v mnogo čem avtokratska in nereprezentativna. Z njo upravljajo vsaj formalno ljudje, ki jih ni nihče izvolil. Predsednica komisije ni nikoli nastopala na evropskih volitvah. To ne more biti oseba, ki bi imela kako posebno težo. To ne može biti osoba koju se previše pita. Pri nas doma pa so imele ta teden največjo težo zadeve, ki se vlečejo, no če že gojimo neizmerno ljubezen do politične korektnosti, kot izcedek iz nosu. Od električnih omrežnin, ki naj bi jih sila avtonomno zameštrala Agencija za energijo, do skoraj dvomesečnega odstopanja šefa policije Senada Jušića. Potem je gospod v modrem kar prek noči spremenil svoje mnenje, da je nenadomestljiv. Danes zjutraj sem ministru za notranje zadeve podal odstopno izjavo s funkcije generalnega direktorja policije. Za vprašanja na novinarski konferenci Jušić ni imel ne volje, ne časa. Je pa zanimivo, da razlogov za odstop ni našel niti notranji minister Poklukar. Jaz ne želim v tem špekulirati, je pa zelo jasno povedal, da si želi razbremeniti samo policijo in pa seveda pritisk na celotno policijo, zato je pravzaprav zelo častno potegnil potezo, jaz sem jo v tem duhu tudi sprejel. Pa čeprav se mu prihodnji teden obeta interpelacija na to isto temo in kljub temu, da si je Jušić zgolj v nekaj urah premislil v zadevi, o kateri sta z ministrom razpravljala kar 52 dni. No, nas je pa Poklukar spotoma pomeril, kljub nekaterim indicem, da z varnostjo v Sloveniji ni vse tako, kot bi moralo biti. Slovenske policistke in policisti delajo zelo dobro. Moram pa povedati, da v Centru za varnost in zaščito so bile ugotovljene nepravilnosti. Del tega poročila je še vedno pod stopno zaupnosti in celotno poročilo je predano specializiranem državnem tožilstvu, ki seveda preiskuje morebitne sume storitev kaznivega dejanja pripadnikov te enote. Še dve Ari kači sta ob koncu parlamentarnega delovnika ta teden prišli na vrsto: nepremičninski davek in zakon o zdravstveni dejavnosti. V slednjem je najbolj presenetljiva uvedba novega člena, ki onemogoča prehajanje javnih zdravnikov k zasebnim, omogoča pa pot v nasprotni smeri. Zasebniki bodo lahko dodatno delali v javnih zavodih. Ministrica Prevolnik Rupel. Ta člen je namenjen izključno seveda zaščiti in interesu javnih zdravstvenih zavodov. Vkolikor se bo izkazalo, in na to opozarja tudi Zdravniška zbornica in številni deležniki, da bi prišlo pri določeni dejavnosti do nekega pomanjkanja oziroma potrebe javnih zavodov, da potrebujejo nekega strokovnjaka, ga bodo lahko izjemoma za 12 mesecev, piše v zakonu, tudi zaposlili. Sicer pa pri tem budi upanje dejstvo, da je skorajda vsa stroka napeljena proti zakonu. Ja, kot rečeno, čuden centrifugalni teden je bil, veliko prelomnega, a se bo morala ta prelomnost še izbrusiti v času in prostoru. Tam je svojo prelomnost že zdavnaj dosegel David Lynch, že veliko pred Twin Peaks, po katerem ga žal pozna največ ljudi. Gospa s koso ga je obiskala le 5 dni pred 79. rojstnim dnevom.
Naj mu bo noč bolj modra kot žamet, se mu klanjava tudi Vladimir Jovanovič in Damjan Zorc.